Tako, zdaj pa znova čas, da se na hitro spravite v nekaj udobnega, nekaj vaj za naše dobro počutje si bomo namreč privoščili. Spet je namreč z nami gospa Ivica Flis-Smaka. Dobro jutro, lep pozdrav. Dobro jutro. Že na vašem zadnjem obisku so pokazala nekaj vaj za naše boljše počutje, recimo temu hormonska telovadba, tako malo za šalo in malo za res. Dve vaji sva zadnjič že uspela pokazati, za več je zmanjkalo časa, ampak tudi danes bodo telefonske linije odprte za vaše vprašanja, tako da če se vam kaj mota po glavi povezanega s hormoni, bo vseeno poskušala vmes med vajami na kratko tudi odgovoriti. Pa ponoviva najprej vaji od zadnjič. Namreč, zakaj so sploh te vaje, ki jih bo danes tudi pokazala, potrebne, pomembne? Vaje so pomembne res tudi za hormonsko počutje, ampak predvsem želim zmeraj poudariti, da hormonsko počutje ni odvisno samo od bombonov, mazil oziroma krem, ki jih uporabljamo, ampak tudi od splošnega načina življenja. Se pravi od prehrane, od zadosti spanja, od čim manj stresa in pa seveda sproščanja. In med sproščanje ter aktivacijo sodijo tudi vaje. Vaje, ki jih pokaževa danes in ki sva zadnjič nekako začela, danes bova poskušala malo strniti, so seveda predvsem dobre za dobro držo. Vemo, da že dobra drža izraža naše počutje. Je pa seveda dobra drža tudi funkcionalno zelo pomembna za stabilnost, za dobro obračanje, funkcioniranje, hojo. Ne nazadnje tudi, kadar dobro utrudimo mišice, dobro spimo. Prva vaja, ki so jo zadnjič izvajala, je... Bila za segrevanje. Tako. Za segrevanje sva uporabila počepe, ki nekako najbolj segrejejo čim več sklepov. Zadnjič sva delala z rokami v odročenju, danes bova poskušala v vzročenju. Se pravi, spremljamo to z dihanjem, dvignemo roki nad glavo, poskušamo jih stegniti čim bolj, glava mora biti vzravnana. Spustimo se v počep, izdihnemo. In pete na tleh, to je me že zadnjič težava. Stopala v širini ramen, kolena obrnemo malo navzven, sicer počep težko izvajamo. In nazaj. Vdihnemo. Vedno izdihnemo, kadar roki spustimo. Tako, lahko počepe delamo tudi v odročenju, se pravi v tem položaju. Spet enako, najbolje je vsaj 20 počepov, se pravi 10 z vzročenjem, 10 v odročenju. Malo nepriročen je naš studio za telovadbo. Kolena malo narazen. Tako, lažje se počepi naredijo, sicer se zapiramo v počepanju. Tako, to je prva vaja za ogrevanje. Najpomembnejša vaja, ki sva zadnjič nekako poudarila, je vaja za stabilizacijo medenice in hrbtenice, kjer to mišico, transverzalno mišico, najbolje stimuliramo oziroma treniramo. Damo popek na hrbet in zategnemo zadnjico oziroma držimo vodo in blato. To vajo sva rekla, ponavljamo vsaj 20krat dnevno. In zadržimo Začnemo najprej zadržimo za 3 sekunde, prvi teden, naslednji teden 4, potem 5 in ko smo dosegli tole 6-sekundno zadrževanje mišic v tem položaju, smo dosegli svoj optimum in potem lahko to treniramo vedno. Zakaj je ta vaja dobra, da še enkrat ponovimo? Ta vaja je predvsem dobra za stabilizacijo medenice, kar pomeni, da nam kontrolira prvič držo, nadzoruje držo celotne hrbtenice, od tu izhaja kontrola trupa. Daje nam stabilnost, moč, lepše hodimo, ne more nam zdrsniti, lažje gremo na avtobus, vstopimo in vstopimo iz avtomobila, tudi sedenje se popravi. To lahko tako med potjo tudi opravimo, naprimer doma. Lahko, ko čakamo na avtobus ali recimo na moža, ker smo jezni, potem zategujemo mišice. Lahko tudi delamo tudi sede, lahko tudi leže, tudi kadar gledamo televizijo, vse je možno. Tako, še človek ostane zraven pa naredi. Je pa ta vaja tudi potem kot izhodišče za vaje iztezanja, ker poskušamo zjutraj predvsem iztegniti hrbtenico, roki damo nad glavo, zategnemo, se pravi spet držimo popek na hrbet, zategnemo zadnjične mišice, roki dvignemo in poskušamo doseči zvezde, peti sta na tleh, čim bolj iztegniti, čim bolj iztegniti. Tu še imate rezerve, kar še višje in zadržimo. Morate čutiti napetost v vratnem predelu, potem pa roke spustiti. Povsod napetost. Vsaj 3 sekunde. Enako kot pri prejšnji vaji, poskušamo pa držati medenico v pravem položaju. In potem tudi dolžino podaljšujemo? Vsak teden več, do 6 sekund. Kolikrat naj ponovimo? Vajo ponovimo 10krat. Dobro, 10. Pravi, dvigneva,
iztegniti roke, še imate rezerve v komolcih, še iztegniti, držimo medenico, popek na hrbet, zadnjica je zategnjena, roki sta v zraku. Kako pa dihamo v tem času? Spustimo. Aha, ta čas zadržujemo dih. Ne, lahko dihate, če vam uspe. Kadar ljudje začnejo zategovati popek in zadnjico, takrat običajno pozabijo dihati. Ker marsikdo to dela tudi narobe in potem dela vajo z globokim vdihom. Normalno poskušamo dihati, ko imamo... Težko je normalno dihati, ker kadar se dvignemo in stezamo, običajno smo brez nekako sape. Zadržimo torej dih. Ali pa zadržimo, ja. Naslednja vaja? Naslednja vaja je... Zdaj smo iztegnili hrbtenico v smeri navzgor, sedaj jo pa poskušamo nekako narediti prožno. Pri tej vaji se gremo v globok predklon in potem v zaklon. V obeh smereh poskušamo razgibati ledveni predel, pa seveda posledično tudi vrat in prsno hrbtenico. Sklonimo se, dvignemo nazaj in iztegnemo v nasprotni smeri. Pomembno je, da obe roki položite pod hrbet in se nagibate nazaj, ker si s tem pomagate stabilizirati in ne pretiravate. Zadržite malenkost, ni potrebno. In greva naprej. Zdaj spet v predklonu poskušamo izdihniti, se dvignemo, vdihnemo in nazaj izdihnemo. Se zravnamo. Kolikokrat ponovimo to vajo? 10-krat. Nazaj in se zravnamo. Za malo pauze, telefonski klic. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, izvolite. Vas pa bi lepo pozdravila, zelo dobre vaje so mi. Hvala. Prosila bi pa gospod doktorco, če mi lahko pove, imam refluks zaradi hrbtenice v vratnem delu, ki pritiska na požiralnik. Kako je torej z vajami? Vajo bi lahko delala. Najlepša hvala lepa za vaše vprašanje. Je pravzaprav teh vaj, ki so jih danes pokazala, gospa lahko izvaja počepe, gospa lahko izvaja vaje za stabilizacijo medenice in hrbtenice, lahko tudi vse vaje z kroženjem z rokami, morda je nekoliko težja ta vaja z predklanjanjem in iztezanjem nazaj. Zagotovo pa lahko dela vse statične vaje za vratno hrbtenico, ki jih imamo tudi na številnih zloženkah, strgankah in se seveda delijo bolnikom. Jaz mislim, da je gospa opremljena, upam, da je opremljena s temi vajami. To so vaje, kjer v glavnem recimo z pritiskom glave proti roki, proti uporu, ne krepimo mišice. To so statične vaje, kjer ne delamo pretiranih gibov, da ne dražimo in ne provociramo recimo kašlja, da ne poslabšamo situacije v vratnem segmentu. Seveda pa tudi recimo vaje na tleh, kadar ležimo in iztezamo hrbtenico nazaj. Na ta način krepimo mišice. Predvsem je pomembno, da krepimo mišice, ker dobra mišica drži hrbtenico, kadar je hrbtenica stabilizirana, tudi ne more drseti. Kaj pa moramo biti pri teh vajah pozorni, da ne ostanemo brez sape, da ne pretiravamo? Kaj so tisti znaki, ki rečejo, to pa ni ravno najbolje izvajanje vaj? Močna bolečina. Največkrat je močna bolečina tista, ki rečemo do bolečine. Res pa je, da je to velikokrat tudi ena taka maska za ljudi, ki se jim ne ljubijo, mene pa že vse boli. Zagotovo boli, kadar veliko časa nisi treniral, posebej ne hrbtnih mišic, ki jih mi zanemarjamo. To sva tudi že povedala. In hrbtne mišice so najpomembnejše mišice, ki držijo to našo hrbteničko, kjer je segmentov veliko. To so kot zidaki, ki so nanizani in če jih nič ne drži skupaj, tudi ne morejo stati po konci. Potem nastane okvar hrbtenice? Lahko, kadar ta vretenca plešejo, seveda lahko nastanejo okvare. Okvare nastanejo tudi zaradi pretiranega sedenja, predolgega sedenja, prevelike teže, neaktivnosti nasploh. Takrat so sklepi slabo prekrvljeni in seveda je težav več. Še nekoga imamo na hitro na telefonski liniji. Lep pozdrav, kdo je z nami? Ja, dober dan, pozdravljeni. Valerija pri aparatu. Pozdravljeni, izvolite. Jaz bi gospod doktor samo rada nekaj vprašala, namreč zadnjič sem preslišala,
imajo neke telovadbe. Tako. Pa bi se strašno rada pridružila. Tako, najlepša hvala za vaše vprašanje. To ravno sem mislil tudi še vprašati, gospo Ivico. Ponedeljek zvečer so telovadbe za vse generacije, lahko rečemo. Tudi rekli ste, da jaz nisem še premlada, pridem, ker sem preveč zastan, da bi dejansko kar dobro sodil. To nisem jaz rekla, to ste vi povedali, tako da to nisem jaz rekla. Zmeraj, v bistvu, skozi prakso se je izkazalo to, da ljudem nekako najbolj manjka pravilno vodenje, se pravi tisto, na kak način vajo izvajati in pa seveda tista varnost, da nekdo pokaže dokot in kako. Zato sem se odločila in imamo ponedeljek zvečer ob 20:30 v čakalnici ambulante vaje, kjer sprejmemo nekako dobra skupina, recimo 15 do 20, več je težko vsakega posebej nadzorovati in seveda takrat vse te vaje v sklopu pokažem, jih skupaj izvajamo vsaj 10-krat, za kar potrebujemo dobro uro, uro pa pol in takrat se ljudje lahko naučijo, seveda pa lahko pridejo naslednji ponedeljek spet, da ponovimo. Kakšna naj bo oprema? Trenirka je verjetno dobra varianta. Trenirka je zelo dobra varianta, ne potrebujete nobene brisače, nobenih drugih pripomočkov. Poskušamo narediti tiste osnovne vaje stoje, saj te vaje lahko potem vsak izvaja kjerkoli. Podobno kot je ta vaja recimo za dobro držo, ki sva jo že pokazala za stabilizacijo medenice. Potem so vaje z kroženjem rok, kar je krasno pri vseh sedečih poklicih, pri vseh, ki delajo z računalnikom. Zelo dobra vaja je potem tudi, kadar sklenemo roke na hrbet in poskušamo raztegniti ramenske obroče. To bova še pokazala. To, kar vi hočete delati z mano. To bova še pokazala. Če se je treba prijaviti za vaje pri vas? Dobro je, da nekako vsaj prej pokličete, da ni potem skupina preštevilčna, ker je težko potem vse nadzorovati. Vsaj koliko toliko kvalitetno. Za konec nam je ostala še vaja, kjer bova sicer gledalcem kazala hrbet, ampak iz čisto zdravstvenih razlogov bomo rekli v tem trenutku. Namreč... Vsekakor je pomembno, da prej nekako z kroženjem razgibamo ramenske obroče, to se pravi 10-krat nazaj in potem 10-krat naprej. In potem se poslužimo vaje, kjer pravzaprav odlepimo lopatici. Lopatici sta največkrat zlepljeni, kadar veliko sedimo in kadar imamo nepravilno držo pri sedenju. Še višje, 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 tako. Sklenemo roke na hrbtu, stabiliziramo spet medenico, se pravi popek na hrbet, zadnjico zategnemo, roki sta na hrbtu in jih poskušamo dvigniti čim višje. Glava naj bo vzravnana, takrat začutimo mišice, zategujemo mišice od zadnjice do tilnika. In to držimo kako dolgo? 3 sekunde. Okay. Prvi teden. Naslednji teden 4, potem 5 in potem 6. Vse se tako torej ponavlja. Vajo delamo vsaj 10-krat. Tako. Razen počepov in stabilizacijskih vaj, ki jih poskušamo narediti 20-krat. Čim večkrat pa tudi na dan lahko vmes. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Pred poletjem se bomo še videli, še malo razgibali. Gospa Ivica, najlepša hvala in uspešno.